Petrte so rodile prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih ubudi. Komu najprej, bratje zdravnico veselo ćemo zapeti, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov rodu naj naš ga trešči grom. Prost, ko je bil očakov, še naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jim še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, otroka ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog živi v Slovenke, prelepe žlahtne rožice, ni take mladenke kot naše krvi dekle, naj si nov, zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vina šup, ljubezni domačije, noben vam naj ne usmrti strup, ker po nas bode vas jo srčno klical branit čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepenjedo čaka dan, da koder sonce hodi prebiri sveta bo pregnan, da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ker smo zato se zbratili, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Spoštovani, prav lep dober večer voščim vsem. Zbrali smo se na slovesnosti o 25. obletnici Dneva državnosti in ob občinskem prazniku občine Prevalje, predtem pa smo v spominskem parku odkrili oprstni kip odvetnici in pisateljici Ljubi Prenar, prevaljski rojakinji. Z vso častjo se nocoj poklanjamo bližnjemu prazniku domovine, poklanjamo pa se seveda tudi dobitnikom odličij občine Prevalje za leto 2015 ter imenujemo najboljše športnike za leto 2015. K slavnostnem nagovoru pa vabim na oder župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Spoštovani občani, spoštovani nagrajenci, cenjeni častni občani, svetniki občine Prevalje in vsi ostali gostje. Lep praznični večer voščim vsem zbranim ob 25. dnevu državnosti Republike Slovenije in občinskem prazniku občine Prevalje. Preživimo praznični večer, ki smo ga posvetili domovini in nagrajencem občine Prevalje. Na dan državnosti obeležujemo spomin na 25. junij 1991. Slovenija je formalno postala neodvisna. Bila je sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti države Slovenije. Praznujemo dan, ko je na Holmcu zaplapolala slovenska zastava in to je tudi praznik občine Prevalje. Do leta 2008 je bila naša država lepa zgodba o uspehu. Imela je prestiž in status, s polomom javnih financ in gospodarskih kazalcev smo ta ugledni status v Evropi izgubili. Med leti 1991 in 2016 se je zgodilo veliko. Iz začetnega navdušenja
in evforije se je v ljudeh naselilo malodušje, razočaranje, pričakovanja se niso uresničila, vsaj v celoti ne. V deželo se je prikradla prikrita revščina, brezposelnost, odhajanje mladih v tujino za boljši jutri. Dobra, široka znanja so pridobili v našem šolstvu, koristili ga bodo na tujem, ker premnogim domovina ne zmore zagotoviti razvoja in dela. Ljudje obsojamo nesprejemljivo početje, da grobo rečem plenjene narodove lastnine, naših dedov, potnih srak. Boli krivica, ki se dogaja malemu človeku, ob tem, da veljajo dvojna merila v skoraj vseh naših inštitucijah. To duši ta optimizem, ki je kljub vsemu navzoč. Država je v krizi, svet je v krizi, radi rečemo. Če imamo v očeh državo in njene sisteme, ki so odvisni od državne politike, smo dejansko v krizi. Pa vendar, kažejo vse spodbudnejši kazalci, upanje raste, brezposelnost se zmanjšuje, pred nami je vizija razvoja. Kar ozrimo se na živahno dogajanje, bogatstvo idej, pestrost različnih pogledov, pristopov in razvojnih modelov okoli nas. Vedno se zasveti, zdaj na tem, zdaj na drugem koncu iskrica optimizma. Nove vsebine na gospodarskem, turističnem, kulturnem in športnem področju. Rojevajo se pobude, življenje se zaradi takih drobcev sestavlja v uspešno zgodbo naše generacije, tudi na Prevaljah. Iz Slovenije prihajajo izvrstni dosežki, imamo odlične znanstvenike, umetnike, obrtnike, podjetnike, da ne govorimo o športnikih, ki nam v svetu dvigujejo ugled. Ljudje med seboj sodelujemo, smo solidarni, si pomagamo v stiski, si prizadevamo za javno dobro, smo odprti do drugih in tudi drugačnih. To zadnje je bilo v zadnjem letu krepko na preizkušnji. Vendar terorizem, zgodba z begunci nam je vsem zanetila nemir, odprla nov pogled na življenje, na organiziranost sveta. Nekdo mlajših je zapisal: brez dvoma trdim, da bi nam večina Američanov zavidala kakovost življenja v Sloveniji. Ljudje v Sloveniji še imajo vrednote, ki na Zahodu izginjajo. Družina, bratstvo, ljubezen, prijatelji. Mi smo tisti, ki se bomo odločili, kakšna bo Slovenija čez 25 let. Slovenci smo ustanovili državo, da bi skupaj z drugimi evropskimi narodi razvijali mir, varnost in blaginjo ljudi. V našem interesu je, da se ohrani mir, v našem interesu je, da se vsestransko krepi Evropa in da raste. Predvsem pa je v našem interesu primerljiv standard in blagostanje nas vseh v Sloveniji. Dragi občani, tudi v občini imamo ambiciozne razvojne vizije, projekte za črpanje evropskega denarja. Povezujemo se čezmejno za razvoj turizma, kulturnega turizma, za večje skupne projekte se povezujemo med občinami. Pred nami so večje investicije, ki jih sami z lastnimi sredstvi ne moremo uresničiti. Skoraj ne mine mesec, da si ne podajamo kljuke in dokazujemo na ministrstvih, da je ta ali oni projekt nujen za hitrejši razvoj ne samo občine, regije, ampak tudi podeželja in obrobja Slovenije. Naj že enkrat zasveti zelena luč. Verjamem, da se bo naša generacija vozila po hitri cesti v okviru 3. razvojne osi. Da se bo tudi na ostalih področjih začelo hitreje premikati. Praznujemo praznik domovine in praznik občine Prevalje. Veliko čast mi je, da ob tej svečanosti nagradimo tiste, ki ste s svojimi talenti, delom, vztrajnostjo, nesebičnostjo in vizijo ta praznik naredili slovesnejši in lepši. Priznanja in nagrade so navdih, so spodbuda za druge, so vzor družbi. Spoštovani, priznanja niso le priznanja vam, spoštovani nagrajenci, ker ste nekaj naredili dobro ali bolje od drugih za skupno dobro in zase. Je veliko več od tega. Je sporočilo vsem, da se moramo veseliti uspehov drugega,
da zmoremo izreči pohvalo in zahvalo tistim, ki si jo zaslužijo. Spoštovane občanke, spoštovani občani, čestitam vsem ob prazniku Dneva državnosti, ob srebrnem jubileju naše lepe države Slovenije. Čestitam ob občinskem prazniku, iskrene čestitke vsem nagrajencem in hvala vsem vam. Želim vam prijetne poletne dni. Priznajmo, šport združuje Slovence. Šport navdušuje in nas promovira širom sveta, kar spomnimo se letošnje Planice. Šport je pomemben in nepogrešljiv del zdravega načina življenja in tega se čedalje bolj zavedamo. Ponosni smo na dosežke domačih športnikov, veseli smo, da veliko mladih preživlja prosti čas ob športu. Kolesarjenje, na primer, je na Koroškem in drugje izredno priljubljeno. Nekateri zmorejo več, dosegajo presežke rekreativnega športa z vztrajnim delom, močno voljo,
drugi spet s pomočjo staršev, ki jim stojijo ob strani in ob vsem tem uspehi ne izostanejo. Nocoj bomo imenovali najboljše športnike leta 2015, katere je predlagala Komisija za šport občine Prevalje pod predsedstvom Bogdana Pupovca, ki jih je potrdil ter imenoval župan. Prosim župana in predsednika Komisije za šport Bogdana Pupovca, da imenujeta najboljša športnika za leto 2015. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Komisija za šport je po razpisu za najboljše športnike in najboljše športno ekipo leta 2015 v zakonitem roku prijela 2 predloga in imenovala najperspektivnejšega športnika in športnika leta. Najperspektivnejši športnik leta 2015 do starosti 15 let je Emir Kunič. Uspešen karateist, član karate kluba Traditional Karate do Prevalje, je na državnem prvenstvu karateja v Celju februarja 2015 dosegel v kategoriji starejši dečki kata A 3. mesto in v kategoriji starejši dečki kumite 2. mesto. Na drugem pokalnem turnirju v Divači decembra lani je dosegel v kategoriji starejši dečki kumite 1. mesto. Čestitamo. Športnik leta 2015 v občini Prevalje pa je Vid Peršak. Za Vidom Peršakom, članom Orbeja Geaks MTB kolesarskega kluba Črni vrh in uspešnim študentom športne vzgoje je že zdaj bleščeča športna kariera gorskega kolesarjenja. Ni za uspeh za uspehom, dosega najvišja mesta. V letu 2015 je postal državni prvak v gorskem kolesarstvu, zmagal je na vseh tekmah za pokal Slo Enduro, je zmagovalec skupne razvrstitve v sezoni 2015, na Evropskem prvenstvu je osvojil 3. mesto, kot edini član slovenske reprezentance je nastopil na 5 tekmah svetovnega pokala Enduro World Series. V svetovnem pokalu je med mladinci dosegel 4. mesto. Iskrene čestitke. Obema športnikoma in seveda vsem ostalim iskrene čestitke. No, takole za vmes, da razbremenimo tale napisan tekst, za Vidom Peršakom se res dobesedno kadi. Čestitke. Občina Prevalje praznuje občinski praznik 26. junija v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne na Holmcu leta 1991. Na ta dan je bila na Holmcu izobešena slovenska zastava kot znak samostojne Republike Slovenije. Občinski svet občine Prevalje je 1. junija leta 2001 sprejel odlok o celostni podobi občine Prevalje, o grbu, zastavi in prazniku občine Prevalje. V nocojšnjem prazničnem večeru podeljujemo občinsko nagrado, podeljujemo priznanja občine, Sušnikova priznanja in priznanja za šport. Letos je po razpisu v zakonitem roku prispelo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Prevalje, katere predsednik je gospod Rafael Škufca, 15 predlogov za občinska odličja. Prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Rafaela Škufco in župana dr. Matica Tasiča, da nagrajencem podelita odličja.
Bronasto priznanje za šport prejme športno društvo Šentanev. Športno društvo Šentanev prejme priznanje za predano in razvejano pionirsko delo na področju športa, ki povezuje Šentanev, Jamnico in Suhi Vrh ter navdušuje mlade za vrhunsko športno dejavnost z izjemnimi rezultati. Srebrno priznanje za šport prejme Ivan Komprej. Srebrno priznanje za šport se Ivanu Kompreju podeljuje za dolgoletno predano povezovalno delo na področju planinske dejavnosti, zaslužnega in častnega planinskega vodništva na planinskih poteh v občini Prevalje ter širši Koroški in drugje. Zlato priznanje za šport pa gre letos oziroma za leto 2015, ampak na letošnji proslavi, gospodu Maksu Pučlju. Zlato priznanje se podeli Maksu Pučlju za šport, za njegovo organizacijsko in pionirsko delo na področju rekreativnega športa, za razvoj nogometa na Prevaljah, za razvoj športa na Holmcu, kjer je znal Maks Pučelj z navdušenjem za šport povezati krajane vseh generacij, jih spodbuditi k delu in ustvarjanju, predvsem pa k sodelovanju. Dobitnikom priznanj za šport še enkrat iskrene čestitke in le tako naprej. Hvala. Tako iskrena hvala tudi gospodu Rafaelu Škufci in županu. Za nekaj časa imata zopet prosto, ker vemo, da sta tudi vidva navdušena ljubitelja športa, vama to ni težko. Vabim pa na oder spet pevce našega pevskega zbora Vres in mnogo užitkov.
Resnica je posoda lepote, svobode, večnega življenja. Dokler sem zvest resnici, sem zvest sebi. Dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno. To je bil dan, ko se je rodil človek. In vsa srca so se odprla njemu v hvalo in ljubezen, vsa srca so zahrepenela k njemu. Ni je noči tako temne, da bi tam kje v daljavi ne trepetala ponižna rdeča luč, tolažba srcu. Ni ga kraja tako pustega, da bi se med kamenjem ne skrivala zelena jasica. Ali ni zasvetil skozi špranjo pohleven žarek pozitivne energije? Živi to življenje, kakor ti ga je Bog dal. Nikar ne hodi med pismarje in farizeje, med učenjake in modrijane, nikar ne hodi mednje, da te ne pohujšajo. Bodi klas na polju, cvet na vrtu, javor v gozdu. Pojdi, napoti se do tistega človeka, ki bi ti morda edini vedel povedati, kaj da pozitivna ideja je in kje da raste ta čudotvorni cvet. Senco gledajo moje žive oči, luč vidi edino le moje srce, ki gleda v prihodnost. Današnji čas se mi zdi kakor človek, ki stoji na trhli brvi, ne na tem bregu in ne na drugem. Brez moči je in brez zaupanja, omahuje, ves majhen je in malodušen, razdvojen. Najbrž se mu 9-kratno povrne moč, kadar stopi na oni breg. Najbrž. Ali zdaj stoji na trhli brvi. Umetnik,
Bodi narodov glasnik in tolažnik, pokaži mu človeka, ko stoji na onem bregu, 9-kratno velik in 9-kratno močan. Pokaži mu zarjo, ki jo slutiš. Sedaj pa vabim na oder zopet župana in gospoda Škufco, da bosta izročila priznanja, ki so sedaj na vrsti. Smo pri Sušnikovih priznanjih, to so priznanja za kulturo za leto 2015, katere prejmeta letos, kakšno naključje, 2 kulturnika z Leš. In bronasto Sušnikovo priznanje prejme Renata Mirkac. Ta aplavz je bil seveda namenjen njej, očitno se za njenim kolesom še ne kadi, bo pa že prišla. Srebrno Sušnikovo priznanje za delo v kulturi za leto 2015 prejme Silvo Gorenšek. Silvo Gorenšek je že 30 let, verjetno tudi kakšno leto več, aktiven član kulturnega društva Leše. Njegova največja prepoznavnost je na področju glasbene umetnosti, z igranjem na diatonično harmoniko v etno skupini Zimski kosci, posega tudi v čezmejni koroški prostor. Vodi mešani pevski zbor na Lešah, bil je ustanovitelj vokalno-instrumentalne skupine Kal. Pomemben je njegov prispevek o kulturnem in družbenem življenju v občini Prevalje, predvsem na glasbenem področju. Svojo ljubezen do glasbe pa je znal prenesti na druge generacije, ki z uspehom nadaljujejo njegovo glasbeno pot in nadarjenost. Čestitke. Priznanja občine Prevalje za leto 2015 pa prejmejo naslednji. Turistična kmetija Ploder. Turistična kmetija Ploder je bila ena prvih turističnih kmetij v občini Prevalje in je dobro izhodišče za izlete, privablja goste svojo kvaliteto, tradicijo in družinsko turistično dejavnostjo. Za svojo kvalitetno rast so leta 2012 prejeli prvo mesto v Sloveniji. Stremijo k trajnostnemu razvoju dejavnosti in s tem tudi kraja, občine in širše Koroške. Priznanje občine Prevalje za leto 2015 prejme Doroteja Enci. Doroteja Enci je ena tistih občank, ki so v 3. življenjskem obdobju dodale čas letom in pričele z umetniškim ustvarjanjem, ki je vedno tlelo v njih. Dora je poprijela za slikarski čopič in ustvarja najraje cvetne motive. Aktivna je v kraju, njena ideja je bila, da so ustanovili ženski pevski zbor Modrin na Holmcu, kjer je nekaj let tudi sodelovala. Je vzor številnim mladim v lokalni skupnosti Holmec, kjer svojim delom pušča trajno sled.
Priznanje občine Prevalje za leto 2015 prejme tudi podjetje za turizem in gostinstvo Karintija d.o.o. Priznanje občine Prevalje se podjetju Karintija podeli za razvijanje tradicije turistično-gospodarske dejavnosti za 25 let ne samo vztrajanja, ampak tudi rasti podjetja in za sodelovanje s krajem. Turizem je pomembna gospodarska veja in uspeh v koroškem prostoru je potrebno veliko vztrajnosti, delo v koraku s časom in dober poslovni odnos. Še enkrat iskrene čestitke dobitnikom priznanj občine Prevalje in najlepša hvala. Kar pa ne pomeni, da se ne bomo več videli na odru, ne? Ampak naslednji, ki prihajajo na oder, si seveda zaslužijo našo največjo pozornost, kajti napočil je svečani trenutek, ko bomo podelili nagrado občine Prevalje. In ta nagrada občine Prevalje za leto 2015 gre kulturnemu društvu Art Karinta. Najlepša hvala. Tale aplavz je bil seveda za vas. Predstavljajte si, kako dolg bi bil aplavz, šele če bi vi prinesli s sabo še penzelne padlete pa farbe. Kulturno društvo Art Karinta je svojim večletnim delom opozorilo nase z izjemno likovno prisotnostjo v prostoru. Znajo povezovati ljubiteljske likovne ustvarjalce vseh generacij v širšem koroškem in mednarodnem prostoru. Ohranjajo narodovo izročilo in postavljajo likovno umetnost v koroški kulturni prostor kot ambasadorji te zvrsti ljubiteljskega ustvarjanja. Iskrene čestitke. To je ta trenutek, ob katerem so se lahko naši slikarji, kiparji, likovniki tudi enkrat malo drugače predstavili. Torej ne vedno za platlom ali pa ob kakšnem lipovem lesu, ampak takole svečano na odru. In oni sami vedo, kako pomembno je kulisa, kako pomembno je ozadje, zato vas bomo tokrat kot občinske nagrajence tudi uporabili malce za to. Kaj ti vabim na oder? Prav vse dobitnike priznanj, odličij, tako na športnem kot na kulturnem področju, da se nam zopet pridružite na odru, da lahko nastane skupinska fotografija v spomin na ta dogodek. Lepo poglejte dirigenta, kateri je tokrat fotograf, potem pričnemo s pevsko vajo, nasmeha. Še enkrat iskrene čestitke vsem, najlepša hvala podeljevalcem in v naslednjih trenutkih
se bomo zopet prepustili ubranemu petju moškega pevskega zbora Vres Prevalje. Ozrl sem se na domovino. Glej te konture, komaj jih razločim v megli. Tam se je zasvetil križ, tam se je zaiskrilo jabolko na stolpu. Oko, ozri se nazaj prav do mraka otroških let. Kam je letelo vse hrepenenje, komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma, odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest, resnično domovina.
Nisem te ljubil, kakor smerav otrok, ki se drži matere za krilo. Ljubil sem te s poznanjem, videl sem te vso v nadlogah in v grehih, v sramoti. Vstal je in se napotil v paradiž. Komaj je stopil, se je čudežna pokrajina razprostrla pred njim. Kamor se je oko uzrlo, nebeška lepota. Cvetice iz vseh dežel so bili zbrane na enem samem brezkončnem vrtu. Napajali so jih srebrni studenci. Kakor je hodil in kakor je stopil, so se priklanjale rože in so ga gosposko pozdravljale. Smehljale so se mu bele lilije in košate krizanteme. Pokaži mi tiste kraje in tiste ljudi, zato da jih vidim ter opevam. Če si umetnik, imaš oči, da vidiš senco in luč. Senco gledajo moje žive oči, luč, jutranjo zarjo vidi edino le moje srce, ki gleda v prihodnost. Sonce moje. Slovenec sem, tako je mati Diana, ko me je vide pistovala, Hvala vsem, da ste počastili letošnje nagrajence. Za jutri vas povabim na kresovanje na Poljano na predvečer praznika domovine. Tamkajšnja kulturna društva nam bodo pripravila prijeten večer. Nocojšnji dogodek smo oblikovali moški pevski zbor Res pod vodstvom Helene Buchwald-Gorenšek, recitator Ladislav Kuzma, scenarij in besedila Greta Jukić, projekcije Peter Rener, luč in tehnika Matjaž Kavtičnik, priznanja, pomoč na odru Urška Španinger. Pred družbenim domom je na prireditev vabil pihalni orkester Prevalje, povezoval sem Marko Kavtičnik. Še enkrat hvala vsem za obisk, nagrajencem iskrene čestitke, dolgo, vroče poletje, pa naj nam bo priložnost, da si naberemo novih, svežih idej. Nasvidenje.